Ne? Ljudje pridejo k nam, pa vse njihove probleme, vse njihove izzive, vse njihove stiske, nam povedo, da je to bivši mož ali pa bivša žena, ali očito, ali roso. Z njimi deliš celo njihovo življenje. Ker v bistvu nepremičnine so ciklus. Odkar si najstnik, tvoj prvi dom, pa potem ko se poročiš, pa potem se večja družina. Pa v bistvu meni zgodbe ljudi so tiste, ki so mi lepe v tem delu. To, da si kupijo dom, to je pač materialno, to je dejanje. Ne? Meni je pa človeški stik in zgodbe. So tiste, ki so mi lepo slišati. In v 20 letih je bilo kar nekaj tega. Ja. Kakšna posebna ostala v spominu, ki jo lahko deli z nami, pa ne bo razkrila stranke, pa če sam da je tako. Ampak da se te res... Ja, sorry, kar povej. Ja, je bila 2 tedna nazaj, ko sem šla z sodelavcem, kjer zdaj vzamem s sabo agente, da potem oni sprocesirajo celotno zadevo, in sem znašla pred sabo eno gospo srednjih let, z enimi takimi velikimi očkami, veš, prav taki radovedno ljubeči. In najprej nam razkaže stanovanje, pa pri zadnji sobi jo ni mogla ona odpreti vrata od tiste sobe, zaiti notri. In je rekla, tukaj notri pa peta vidva, pa naredita sliko, pa vas počakam tukaj. Ko smo prišli notri, je bila soba, kot da bi se čas ustavil 15 let nazaj. In težko vprašaš te zadeve, ne? Mi smo sledili navodilom, smo zaprli vrata, smo poslikali in smo šli v dnevno. In zraven nje se je usedla ena muca in ona začne vprašati, ali lahko, če slučajno proda stanovanje, se mi angažiramo z selitvenim servisom, ker tukaj notri je veliko slik, je veliko spominov, s katerimi ona se težko sooča, in če se zaveda, da mora racionalno menjati stanovanje, ker finančno jo obremenjuje, nima moči, da bi se soočala z vsemi spomini, ki ima po vseh predalih. In malo smo se, veš, kaj osebne stvari, nosili smo, selili že vse živo, ne? Osebne stvari se res nikoli nismo v 20 letih lotili, ali pa da bi nas nekdo vprašal. In jaz sem vprašala, če kakšen poseben razlog, zaradi katerega bi ona želela, da nepremičninski agent upravlja z njenimi osebnimi stvarmi. Ona je povedala zgodbo, da je najprej izgubila sina, ki je imel 13 let, na prometni nesreči z motorjem brez čelade. 10 let kasneje je umrla hčerka, in to je bila tista soba od hčerke. In od ene hude bolezni, in po enem letu je mož, ki ni mogel vso to bolečino prenašati, jo je klical iz njive, zdaj povedati, da bo zdaj naredil samomor in da jo ljubi in da ga ne bo več. Jaz ti povem, ona je to tako umirjeno, to zgodbo razlagala, Jernej, to tako, da sva se s sodelavcem, s Klavdijem, sva se samo gledala, veš, ko ti samo solze se ti usujejo, od te nežnosti, od te sprijaznjena, da je to. In potem menja debato in reče, no, to je pa tisti Mucek, ki na tisti dan, ko sem jaz šla gor s policijo in z vsem tem, je samo skočil name in od tistega trenutka naprej je Mucek z mano živi, že cel čas. Kdo? Evo, live, Gabriel je prišel vprašati. Ni panike. Ja, to je live življenje, evo. Kdo? Greš malo pogledati televizijo. In je bilo... Ojla, živijo. Čau. Zdaj si na YouTubeu live, samo toliko, da veš. Pa zdaj te bo videlo 1 milijon, 2 milijona ljudi, mogoče še več, mogoče milijardo, nekoč v tem trenutku, pa medva pa še 8. Okay. On želi biti YouTuber, veš? Alright, cool. Začel je, evo, cool. Bomo nekaj naredili, klip ali pa bo pokazal, kaj enkrat, ko boš famous YouTuber, bom tu vrgel gor. Bom rekel, jaz pa Gabriela, preden je bil famous. Evo ga. Tako da je v bistvu bila taka izkušnja, take besede, pa v bistvu ne samo toliko zgodba kot zgodba, ampak njena umirjenost, njeno ljubezen, vse to sem preživela, da ti pa
materialne spominčke pa mi ti reši, ker se s tem ne morem več soočati. Smo sprocesirali to, kar smo mogli. Jaz mislim, da je bilo, dolgo nisem, tak trenutek, ker nisi vedel, kaj reči, ker karkoli bi rekla, itak je neumno, vse karkoli rečeš. Smo ji samo priznali pogum, ker to res je izjemen pogum od te gospe. In ko smo šli ven, jaz sem se kar usedla na stopnišču in sem rekla, kje smo, kaj res to obstajamo. Veš, si zavzameš potem to stranko, kot da ti je misija, njeno selitev. Veš, toliko doživiš, da jaz sem jo samo vprašala, kaj potrebuje od nas, da lahko to mirno sprocesira. Katerakoli njena želja, karkoli si ona želi, naj mi samo pove, kaj ona želi, kaj ne želi, s čim ja, s čim ne. In sva si sodelavcem naredila prav poseben seznam, kako jo poservisirati na takšen način, da bo ona z nasmeškom to naredila. Evo, to je tisti del, zakaj je lepo moje delo. Ker si olajšaš ljudem, ali pa polepšaš ljudem, ali pa, veš, na človeški ravni, to je to. Ker takih zgodb je bilo kar nekaj takih. Wow. Zdaj se meni zdi, da karkoli bom rekel, bo izpalo neumno. Tako da, res ima. Veš kaj, rekel bom sam tu, da se res sliši tisto, kar si na začetku povedala, zakaj ta služba. Da si želiš biti z ljudmi in da si rada z ljudmi. In da si pač of service, ne vem, kako bi po slovensko to povedal, ampak res tam in da jih podpreš, v čemerkoli rabijo. In zate ni to ok, sem prevzela stanovanje in zdaj moram stanovanje prodati, ampak da je ok, dejansko si dobila neko zgodbo v roke in zdaj to zgodbo dam naprej. In hkrati jo zaključim za bivšega lastnika in novega lastnika v bistvu na novo vključiš v to zgodbo. Pač tako ok, ki delaš po celi Sloveniji, ali sem primorsko, jaz bi to tako nepremičninsko agentko. Vse smo ekipa, tako da smo vse posod, kakor